Begunjčani so medsebojno zelo povezani in verjamejo, da z medsebojnim sodelovanjem vseh generacij lahko pripomorejo k vsestranskemu razvoju svojega kraja. Zato je bilo skupno praznovanje z osnovno šolo tako rekoč na dlani. Ponosni smo, da iz te šole prihaja ogromno nadarjenih, ne samo študentov, dijakov, ampak tudi odraslih ljudi, ki so po svetu znani. Če kar Avsenike pogledamo, recimo kraj poznan, ker so v tej šoli bili vsi otroci v ta starejši prejšnji lokaciji, pa še oče Gregor, pa tako naprej. Tako da, ja, lahko rečem, da smo zelo veseli, da živimo v Begunjah. Kako pa je prišlo do tega sodelovanja z osnovno šolo? Jaz lahko rečem, da odkar sem predsednica Krajevne skupnosti Begunje, sem na prvem mojem sestanku Sveta krajevne skupnosti povedala, da se bomo poskušali združevati z vsemi društvi, z vsemi, ki aktivno delajo na kakršnemkoli področju. In lahko rečem, da resnično ni prireditve, da ne bi bili prisotni gasilci, upokojenci, šola, krajevna skupnost. Ja, skupaj se da kaj narediti. Občina Radovljica s krajevno skupnostjo dobro sodeluje. Tudi v samo krajevno skupnost smo kar v preteklih letih veliko vlagali. Eno je bil v bistvu dokončanje vodovodnega omrežja. V lanskem letu smo pa zaključili ta kanalizacijski projekt. Tako da moram reči, da tudi na drugih področjih te infrastrukture seveda malce bi bilo potreba v naslednjih letih poskrbeti za ceste, ampak enostavno dajemo prioriteto na tem, kar sem omenil, torej na izobraževanju in pa vseh pogojih za najboljše življenje. Pa načrti v prihodnje, razen teh obnov varnih šolskih poti? Ja, načrtov je veliko, vse bomo pa delali, bomo ostali na realnih tleh. Seveda nam je zelo pomembna tudi cesta povezava Lese-Begunje, ki je dotrajana in tudi ti načrti so pripravljeni. Tako da bomo počakali, jaz se nadejam, da bo nekaj tudi še nepovratnih sredstev iz strani Evrope, ki so prepotrebna in obljubljeno nam je, da bodo ti razpisi začeli nekje v maju, juniju in sem prepričan, da lahko še kakšen evro ujamemo ne samo tukaj za Begunje, ampak tudi za ostale krajevne skupnosti. Ugodne rešitve za razvoj kraja so predvsem plod medsebojnega dialoga in včasih tudi delčka potrpežljivosti.